Na testu imamo en avtomobil, ki se bo v zgodovino verjetno spet zapisal z zlatimi črkami. Pa ne zato, ker je najmočnejši, ker je najhitrejši, sploh ne zato, ker oblikovno toliko izstopa, Bo pa zato, ker je eden najbolj varnih in naprednih avtomobilov nasploh. Že veste, o čem govorim? Audi, BMW, Volvo? Mercedes-Benz razred S. Tam zunije, že 7. generacija po vrsti, če upoštevam še njegove predhodnike, pa lahko govorimo že o 14. Ja, zgodovina štutgartske znamke je zavidljiva, sploh njihove zastavonoše, in zavidljiv je tudi njen doprinos avtomobilski industriji. Že proti koncu 50. let prejšnjega stoletja so predstavili varnostno kletko iz mečkljive cone, s prvo generacijo turbodizelski motor in sistem ABS, kot ga poznamo danes, kasneje še zračno blazino v kombinaciji z zategovalnikom pasu, pa sistema ESP in BAS, dvojno zasteklitev, pameten ključ, radarski tempomat, ki je deloval do popolne zaustavitve in omogočil ponovno speljevanje. Skratka, precej. Prejšnja generacija je bila prva, ki je v celoti svetila s pomočjo LED sijalk, pionir razvoja pa ostaja tudi nova z interno oznako V223, dvojni V223, pardon. Evo, tu je. Za začetek izstopa že zaradi svojih gabaritov. Dobro, to je podaljšana različica Long, pa še s podaljšano medosno razdaljo. Ampak v dolžino meri že skoraj 5,30 m in medosna razdalja meri 3,20 m. Torej za enega smarta pa še vedno ostane nekaj prostora. Ja, novi S res ni majhen avtomobil, zato ga bodo vsi opazili. Takšnega v črni barvi sicer mogoče ne toliko hiter, v srebrni bi ga pa takoj. Srebrn bi bil sploh super, ker bi potem lahko rekel, da vozim srebrno puščico. Količnik zračnega upora pri tem avtu je namreč 0,22, kar pomeni, da je tole eden od 5 najbolj aerodinamičnih avtomobilov vseh časov. Pomeni, da ima v primerjavi s prejšnji zdaj manj ostrih linij, da je oblikovno bolj prečiščen, pa da ima zdaj tele kljuke vratne skrite v karoserijo. Pri Mercedes-Benzu oblikovalskemu jeziku pravijo sensual purity. Ta pa novi admiralski ladji prinaša še veliko motorno masko in nove luči spredi in zadaj. No, sprednje omenjam že samo zaradi 2200 € vredne opcije Digital Light, ki skrbi, da si pomagajo s topografskimi podatki, to pomeni, da se prilagajajo reliefu, pa pravijo, da bi z njimi lahko predvajali celo enostaven črno-bel film. Noro, sicer ne za kaptorabo, ampak lej, imajo. No, tudi zadnje so posebne, če ne drugega, ker so prvič v zgodovini modela deljene. Deljene v smislu, da jih polovica ob odpiranju prtljažnika ostane na njem, polovica pa tukaj le zraven. Meni sicer niso toliko všeč, je pa bolj pomembno to, da je zaradi tega odprtina tega prtljažnika zdaj bistveno večja. 92 mm širša, če sem natančen, kar pomeni, da boste 540 litrov tovora precej lažje natovorili. Saj bi vam pokazal s kompletom golf palc, pa sem se spomnil, da ga nimam, šele 4, kolikor jih baje sem spravite noter. Prtljažnik je skratka velik, tudi zapirate ga lahko takole z brco pod odbijačem, gumbom, da še malo natrenirati, no z gumbom ali pa na ključ. Sam pri tem testem nekaj nagaja. Jih je naš Gašper že parkrat v pobuči. A ne, Gašper? Velikih prav, da je največja napaka v tem avtu sedeti za volanom. Mislim, ne vem, meni tukaj le čist nič ne manjka. Nemci pravijo, da tale avtomobil pooseblja moderni prestiž, ker je notranje okolje res moderno in prestižno. Moderno v smislu, da imam pred seboj največji projekcijski prikazovalnik v avtomobilski industriji, ki je po vrhu vsega obogaten še z navidezno resničnostjo. Tako res nimam nobene potrebe, da bi kdaj pogled spustil par centimetrov nižji, kjer so fini 12,3 palčni digitalni merilniki, ki prikazujejo v 3D tehniki, ali pa desno, kjer kraljuje 12,8 palčni zaslon multimedije. Oblikovno je precej podoben prvi, je malo bolj brihtan in zato prepozna tudi bolj zahtevne glasovne ukaze, ne samo "Hey Mercedes, how can I help? Tell me a joke." Why did the tomato blush? Because it's sort of salad dressing. No, vseeno me moti, da fizičnih stikal praktično ni, ker je iskanje telih mečkanih ikon včasih prav zamudno. Predvsem pa preveč odvrača pogled s ceste. Moti me tudi to, da glasnost lahko sicer nastavljam tukaj na volanu, za kakšne druge stvari moram imeti pa prav v meni, da lahko recimo pomikam med
komadi naprej. Nad sedenjem tukaj spredaj nimam nobenih pripomb, ker sta sedeža, ki jo mimogrede poganja po kar 18 motorčkov, res izdatno nastavljiva in s tem polštrčkom še kako prijetna. Da sta ogrevana je jasno, da sta prezračevana tudi, da pa ponujata toliko fino masažo, je pa res jagoda na smetani. Mislim, sej S ni edini avto, ki jo ponuja, ampak tale te dejansko zmasira. Pogon. Podobno kot pred 4 leti imamo tudi tokrat na testu različico S400D. To pomeni, da se tamle spredi nahaja 3-litrski vrstni šestvaljnik. Črka D pomeni, da je turbo dizel, oznaka 400 pa da razvije 243 kW moči oziroma 330 konjev. Bolj impresiven je navor, tega je za kar 700 Nm in to že od 1200 vrtljajev na minuto naprej. Povedano drugače, ves čas vleče kot bik, čeprav tega ne boste toliko čutili, če ne boste pogledali na merilnik hitrosti. Ta se bo hitro bližal elektronsko omejeni končni hitrosti 250 na uro. Uspešek dostopa je 5,4 sekunde, da boste videli, koliko je dejansko hiter. Po mojem dovolj, čeprav obstajajo še bistveno močnejše različice, je pa res, da ima že ta odličen 9-stopenjski samodejni menjalnik pa 4-kolesni pogon Firmatic. Poraba pri ceni avtomobila ni pomembna, ampak vseeno, med 8 in 9 litrov, na avtocesti pa lahko tudi 6 do 7, če boste umirjeno vozili po omejitvah. In rezervoar za gorivo je v primeru doplačila 76 litrski, kar pomeni, da boste z enim polnjenjem prevozili tudi več kot 1000 km. In ja, vem, da boste imeli željo. Tole je res eden redkih avtomobilov, kjer si spočijete. Mislim, itak pomaga, da ima ob novi platformi MRA vedno serijsko še zračno vzmetenje, ker cestne neravnine potem požira s takšno lahkoto, da je kar smešno. Mislim, smešno, če vozite S, ker imate potem občutek, kot da so slovenske ceste najboljše na svetu. Sicer ves čas čutite rahlo zibanje, ker se podvozje prilagaja, lukenj pa skoraj ne. In to kljub temu, da tole sploh ni ta hudo podvozje, pa da že prazen tehta več kot 2 toni in da je obenem postavljen še na 20-palčna platišča. Obstaja tudi 21-palčna, ampak vam jih ne priporočam. Res bi izgledal še boljš, ampak se bo peljal manj udobno in velikost platišč tudi vpliva na njegov obračalni krog. Ja, krmiljenje zadnje osi je opcija, ki jo res nujno izberete, ker ta v kombinaciji s temi platišči omogoča, da se zadnji kolesi obrneta tudi do 10 stopinj. Ja, 10 stopinj se mogoče res ne sliši veliko, ampak v praksi izgleda tako nenavaden, da si vsi lomijo vratove kot buljo. Kljub temu, da gre za ta dolgo različico, njen obračalni krog znaša samo 10,9 metra. To je 10 cm manj, kot boste potrebovali v najmanjšem razredu A. Tako da se kar pripravite na to, da boste ves čas poslušali, pa kam ta rine, se ne bo mogel obrniti, tlele. O ja, lahko, tudi v takih ozkih ulicah pod Svetim Martinom. In če ste med tistimi 20 srečneži, ki si ga bodo omislili letos, predlagam obvezno še eno stvar. Razmislite o osebnem šoferju. Ne, resno, sej se super pele, nič mu ne manjka, ampak ko sedim tukaj, lahko dejansko počivam. Ko je lepo mehko. Prostora je več kot v marsikateri garsonjeri v Ljubljani, električno pomična sedežama, celo zračno blazino tukaj pred njima, pa gretje, hlajenje, tukaj le masažo, senčnike, tablico, pol hudo ozvočenje, aktivno ambientalno osvetlitev z 250 ledicami. Res, ni da ni, samo še kakšna peninca manjka, pa je bilo to. A ja, se jo imam. Kakšno naključje. Ja, vem, me hitro odnese, ko začnem fantazirati, ampak se znam tudi hitro strezniti, recimo s pogledom na tale cenik. Sej ne more biti poceni, jasno, osnovni kratek S stane več kot 111 000 evrov. Ta dolg s tem motorjem še 4 več, s paketom ekskluziv in 3 listi dodatne opreme pa slabih 177 000. Klec, to ni ta prava cena, ker so neki pozabili štet. Jih je vreden? Je, ampak ne vem, kje naj jih dobim, oziroma
Vem, kje jih lahko dobim, sam jih ne dajem na lepe oči. Daj ti pelo, pet. Bom jaz vzad. Še vinčka imam.